zadnjem času na splošno se je na področju slovenske trgovine veliko stvari zgodilo, veliko stvari se je tudi pri nas, tako da bi morda kar začeli in bi prosila generalnega direktorja, gospoda Iva Marliča, za besede. Hvala lepa. Imamo lep sončen dan, ne, danes. Jaz imam pa tudi sončne informacije, kar se tiče poslovanja Špara Slovenije. Če bi mogel za eno besedo opredeliti, kako smo delali, bi rekel, odlično. To je bilo eno najboljših poslovnih let v zadnjem času. Tudi eno največjih, ne eno največjih, največjo rast smo dosegli v zadnjih 10 letih. 3,5% je rast večja od lanskega leta in bi rad vam malo nekoliko opisal, v kakšnih okoliščinah smo mi to dosegli. Vi veste, da smo od leta 2008, mi smo izgubili 10 let razvoja Slovenije. Če pogledam našo branžo, ki se pa razvija drugače kot trgovina na drobno, to se pravi trgovina za živili, če pogledam našo branžo, je bila rast leto na leto, vsako leto praktično slabša. To se pravi, trgovina za živili je padala. Špar se je v krizi smo se zelo dobro odrezali, zaradi tega, ker niti eno leto nismo imeli nižje stopne rasti od prejšnjega leta. Leto sicer najvišjo, ampak to pomeni seveda posledično, da smo dosegli tudi višji tržni delež. Če primerjam, to je samo kot zanimivost. To se pravi, trgovina živili v Sloveniji se razvija slabše, kot se pa razvija trgovina na drobno, sicer, na splošno. V Avstriji ravno obratno. K trgovini na drobno prispeva največ trgovina z živili. To se pravi, imamo čist obratno situacijo. Če pogledamo tudi kako se obnašajo kupci. Mi smo naredili zdaj eno novo analizo, ne mi, neodvisna inštitucija medijana. Po tej analizi mi vidimo, da smo zopet že kar nekaj let zaporedoma najbolj priljubljena trgovina. Mi rečemo prva trgovina, to pa zato, ker kupci pri nas, gospodinjstva pri nas, največji delež svojega budžeta pustijo. Kar mi je zelo pomembno, je to, da je do zdaj bilo nekako cena v ospredju, zdaj pa se pomikamo, verjetno je to zaradi tega, ker smo zaključili s krizo, se pa pomikamo tudi že proti kakovosti, to se pravi, da kupcu sploh ni več, mu je še vedno cena zelo pomembna, ampak trend je v smislu kakovosti in zaradi tega imamo mi tukaj, če se tako malo po domači izrazim, zelo dobre karte. Zaradi tega, ker je ta analiza pokazala, da smo absolutno vodeči med vsemi trgovskimi verigami v kvaliteti. Nekoliko moteč, ali pa ne bi rekel mogoče ne moteč, ampak dejstvo je tako, so mi pa podatki za leto 2018. No, že to bi rekel, če bi nekdo pogledal zdaj nazaj, kaj sem izjavil lansko leto. Lansko leto sem rekel, da imam pač intuicijo, jaz na to veliko dam, imamo podatkov milijon, ampak jih mora znati brati. Če se spomnite, sem rekel, da ne glede na to, kaj se napoveduje, da jaz predvidevam, da bi se znali za leto 2017 zgoditi, da bo prodaja večja kot lansko leto. Pa to je bilo prvič. In točno to se je zgodilo. Zdaj za leto 2018 bom tudi napovedal. Če bi moja spet intuicija na osnovi vseh možnih podatkov je, da bo tudi leto 2018 uspešno. Ampak nekoliko pa je moteč, to pa tisto, kar sem prečešil, da je Statistični urad Republike Slovenije pa poročal, da je prodaja v januarju bila slaba. To se pravi slabša kot lansko leto. Kaj je moje predvidevanje? Da bo to prišlo do nekega popravka, ker Statistični urad včasih popravlja za nazaj,
Poleg tega pa zopet, jaz čutim tako tudi v februarju, da za februar bodo podatki boljši in predvidevam, da se bo zgodilo tisto, kar sem rekel. Seveda, ko pa gledaš ti zdaj, kaj se dogaja po svetu, ne, to se sicer zgleda tako nekako oddaljeno, pa ni toliko oddaljeno. Kar se dogaja po svetu, lahko prije pa do od trgovinskih vojn, do vsega možnega, kar pomeni, da to vpliva, se dogaja res na globalni nivoju, ne? Ampak vpliva bo pa tudi na Slovenijo, glede na to, da smo zvozno usmerjeni in tako naprej, ne? Da imajo potem gospodinstva manj denarja in posledično seveda smo mi po nek lakmusov papir, mi bomo to začutili in to prvi, če se bo to zgodilo. Moram pa reči, da smo v krizi, ki je bila, se rekel, da smo zelo dobro prenesli, to lahko povem, ne? Tudi proti našemu kodeksu, vi boste videli, da smo v vsakem trenutku, ta firma je tako vodena, v vsakem trenutku smo pripravljeni na krizo. To mi je bistveno. Nikoli ne bomo zapadli pri nas v Šparu v neko euforijo. Zaradi tega, ker to ni zdravo. In mislim, da se na tak način firme ne smije voditi. Že en podatek vam bom povedal, kar je za našo branžo daleč nad povprečjem. Mi smo zadolženi, to se pravi, ker ste iz gospodarstva, veste, da je pomemben indeks neto dolga v primerjavi z EBITDA, ne? Mi ga imamo na 2. To je izjemen podatek. Zato vam govorim, koliko smo bili stabilni stalno in smo se znali na krizo odzvati. Investicije. Investirali smo zelo malo, porabili smo 22 milijonov, za eno investicijo je bila pa to 100. trgovina. Zdaj smo imamo 100 trgovin. V Ljubljani smo jo odprli, imamo pa tudi prenove, imate napisano tudi v gradivu. V gradivu imate zelo veliko napisano, ne? Jaz pa samo dajem neke poudarke. Smo prenavljali trgovine, prenovili smo tudi eno restauracijo. Restauracije so absolutno niso za zanemar. Restauracije se nam fantastično razvijajo. Imeli smo franšize, 15 franšiz, zdaj imamo 16 na današnji dan. In pravilo pri franšizah, tisti, ki pristopijo k nam, pa ni to nič samo ljubeče ali pa pretiravanje. Tisti, ki pristopijo k nam, prevzemajo naš program, naš asortiman, našo organizacijo, ki dobijo naš logo, ki je najbolj ugleden, in ko po pravilu vsi imajo dvomestno stopnjo rasti. Vse franšize. Začeli smo gradnjo nakupovalnega centra v Šiški, to se spremlja pod 6-letni kalvariji, ne? Ampak da smo začeli, če greste tja pogledati, boste videli, kaka velika investicija je to. Začenjajo kolegi iz SES-a, Spar European Shopping Center, začenjajo z gradnjo garaž, zdaj bo kmalu bomo na točki nič in zdaj bo začel pa nakupovalni center rast in bo odprt naslednje leto jeseni, leta 2019, in tam bomo mi prisotni za našo trgovino Interspar. Velik poudarek dajem pekarni Spar, ker je kruh in pekovsko pecivo je za nas tako pomembno, da smo to želeli obdržati v svojih rokah. Mi pravimo tudi ne, da smo edina trgovina z lastno pekarno. Vsako leto dobivamo zlata priznanja, kar mi je pa zelo pomembno, zaradi tega, ker želimo, imamo tudi v naši strategiji napisan, kakšni so naši cilji. Naši cilj je, da smo najbolj inovativna trgovina v Sloveniji. To je naš cilj. In s pekarno recimo dokazujemo prav to. Že tretjič zaporedoma smo dobili priznanje za inovativno živilo. Eno od teh inovativnih živil je tudi, to je sicer detajl, ampak boste videli, ko se vklapla v našo naslednjo strategijo in našo zavezo, manj soli, ker mi želimo poskrbeti za zdravje, saj cilji so taki. Bistvo nam je, da nekaj storimo za zdravje ljudi.
In zdaj je prišla ena smernica in zakona, če ste spremljali, o transmaščobah v hrani. Mi že 2 leti izpolnjujemo ta kriterij v pekarni, ta kriterij, ki je zdaj pravzaprav uzakonjen. Manj kot 2% mora biti, transmaščob. Že 2 leti ga izpolnjujemo. In to gre zelo dobro v to našo zavezo zdravju, kjer pa zmanjšujemo vsebnost sladkorja in soli v naših živilih. Predvsem v Šparovih trgovinskih znamkah. Vi imate napisali, ampak boste vi, kako gre to hitro. Tlele smo napisali še pred časom, da imamo 15, da smo privarčevali, oziroma da je 15 ton manj soli na leto v naših živilih. 15 ton sladkorja, hvala za opozorilo. 23 je to nov podatek. 23 ton soli, 23 ton sladkorja je manj v naših živilih na letni osnovi. Seveda delamo pa tudi na zmanjšanju vsebnosti soli in to je seveda pomembno za zdravje. To je pod zavezo zdravja. Omenjam še eno stvar, ki mi je zelo pomembna. Imamo novo trgovinsko znamko, ki se imenuje Špar kot nekoč. Gre pa za to, da želimo v svoj asortiman in smo že uvedli avtohtone slovenske vrste zelenjave in od naših pridelovalcev smo pravzaprav odkupili, ampak čist vse, kar so pridelali. To je bil zelo riskanten projekt, zaradi tega, ker ko ti uvajaš avtohtone sorte, ne veš, kakšen bo hektarski donos. Kljub temu smo se tega lotili, želimo ohranjati tradicijo. To je tisto, kar jaz včasih rečem, da smo mi globalna firma. Ampak v bistvu bomo pa vedno, če pač vodstvo temu naklonjeno, seveda je lokalna firma. To je zaveza odjema od čim večjega odjema od naših slovenskih pridelovalcev. Prehajam še na zavezo družbeni odgovornosti. Vi ste videli, da gremo že v 3. sezono Štartaj Slovenija, dobili smo ne vem koliko nagrad, zato kot izstopiti inovativno, pravim, cilj nam je, da smo najbolj inovativna firma in tukaj v podpiranju startupov smo zagotovo najbolj inovativna firma. Ko vi to opazujete, verjetno vidite tisto zunanjo podobo, in je vse tako nekako idilično, ampak za kulisijo ni pa nič idilično. Mi pomagamo tem startupom pravzaprav tako močno, da jih vodimo naša ekipa, Šparova ekipa, od začetka pa do konca. Nekateri sploh nimajo e-ankod, ampak gremo to ni to tako, pride dobavitev, potem se pa odločimo, a bomo imeli v našem asortimanu, ali ne bomo imeli. Mi jih vodimo pravzaprav čisto od začetka, pa čisto do konca. To je bistvena razlika med odjemom pri drugih trgovcih in pri nas, kar se tiče, govorim o Štartaj Slovenija. Izjemni smo pri dobrodelnosti, to je pač tako, da se lokalno vodstvo pri nas nam je pač dopuščeno, da smo dovolj samostojni in če imaš nek primeren rezultat, smo samostojni pri dobrodelnosti, veste, da podpiramo šport, kulturo, varovanje okolja in tako naprej. In kam je pa to, bi rekel, pa tako niti ni vezano s čistim rezultatom firme, kada se pogovarjam pač o rezultatih in o gospodarjenju. 17 let podpiramo košarko in zdaj smo pa kar evropski prvaki. To mi je pa tako lepo in s takim zadovoljstvom. In mičkeno smo pa pripomogli. Mi nismo zbrali niti trenere, nismo zbrali ekipe, nič. Ampak če 17 let podpiraš eno branžo in tako s srcem, je pa to, bi rekel, eno notranje zadovoljstvo. Na koncu bom rekel še nekaj o zaposlenih. Vedno pravim, na prvem mestu bi jih moral izpostaviti. Imamo 4600 zaposlenih, dobili smo certifikat družini prijazno podjetje in zelo, zelo veliko dajemo poudarka izobraževanju. To je za nas najbolj pomembno, ker vsi ti dobri rezultati, ki jih imamo, zagotovo niso naključni. In so rezultat
našega timskega skupnega dela. Posameznik ne more nič storiti. Če delamo kot tim, lahko storimo vse. In to se nam zelo dobro obrestuje. Bi omenil še, da smo začeli z neko novo dejavnostjo, a ne, vi veste, da smo večinoma prisotni v fizičnih trgovinah, to se pravi, da imamo Špar, imamo Interšpar, imamo nakupovalne centre, imamo restauracije, pekarno, imamo online oziroma spletna trgovina, to pa nekaj novega. Začeli smo jo v januarju, zaenkrat se nam je zelo dobro, kaže zelo dobre rezultate, je pa to tako, ne, nikar ne mislite, da bo fizična trgovina, pa kar berem včasih novinarjev, ne. Fizična trgovina je pa bo propadla, ne bo propadla. V naši branži pa sploh ne. Fizična, spletna trgovina vemo vsi, ne, da je zelo močna v knjigah, pa je močna v elektronki, pa in enih določenih produktih, v trgovini živili, pa sploh ne. Tudi v svetu ne. In vsi kazalci kažejo, ne, da Slovenija je pa sploh zelo, bi rekel, podhranjena v spletni trgovini. Ampak mi smo se kljub temu lotili, če me bo kdo vprašal, zakaj. Jaz sem bom rekel, ne drugega, kakor to, da imamo občutek, da je zdaj pravilen čas. Nič drugega. Vam ne moram povedati drugega. Vidite pa tudi, če spremljate mečkam po svetu, ne, kaj se dogaja, še to. Ne. Če bi bilo tako, da bo fizična trgovina kar propadala in vse bo prevzemala spletna trgovina, ne, ker govorimo o velikih stopnjah rasti. Ja, stopnje rasti od čist nizkega nivoja. To je treba vedno znati pravilno obrednotiti. Ker če bi bilo tako, da fizične trgovine, da ne bodo imeli svoje veljave, so se naši lastniki jaz nisem lastnik, jaz sem menedžer, ampak vsi skupaj smo se zelo zmotili, če nakupovalni center delamo se 100 milijoni investicije. Upamo, da se nismo, jaz trdim, da ne. Če pogledate nekoliko to spletno trgovino v naši branži, tudi v tujini, a ne, vi verjetno veste, da je največja spletna trgovina Amazon je prevzela Whole Foods. Ne? Fizično trgovino, kar pomeni, da že to vam je pomenljivo. Fizična pa spletna trgovina se bosta vedno dopolnjevali. Vam povem še to, da v Evropi spletna trgovina dela izgubo. Tudi mi smo na to pripravljeni, ampak mislimo, da je zdaj pravi čas, da smo to uvedeli. Tudi Amazon, ki je prej ki ni imel fizičnih trgovin, vse to ni taka zgodba, Amazon Fresh. To ni zgodba velika o spletu. Sploh ne. In zdaj imate tudi, ker mi smo tudi poskušamo biti čim bolj slediti razvoju v tehnologiji, imate tudi Amazon Go. To se pravi, je trgovina, greš v trgovino, kupaš, greš ven, ni blagajn. Tisto, kar ti zaračunajo avtomatsko, ampak teh trgovin, pri nas na bolj najmanj, poslušajte, kam bom rekel, najmanj 10 let. Te trgovine niso samo po sebi umevne in da bo to nek trend. Seveda, malo pa eksperimentiramo. Ena od trgovin je imela Future Store enak v Evropi. Future Store. Ta se sploh ne prijel. Zdaj pa gremo še nekoliko k problemom, če se lepo izraziš, da ni več problemov, da so samo še izzivi. Včasno med probleme, da moraš pa reči, da imaš izziv. No prav, pa gremo k izzivom. Eden od izzivov je zagotovo obratovalni čas trgovin. Veste, da je zakon, ki nas omejuje, pri temu, torej zakon, moja trditev, zakon, ki je sprejet med trgovinsko zbornico in trgovino pa sindikati, je izjemno slab. Kritičen sem, zelo sem kritičen o temu zakonu. To je najslabši zakon. Zakaj? Zaradi tega, ker ni napisan niti na kožo kupcev, niti na kožo naših zaposlenih. Na kožo, tudi to bom opredelil, to bom utemeljil, kupcev ni zaradi tega, ker vidite, če greste v nedeljo
po trgovinah, vidite, da so določene trgovine eni deli, kar zaprti. Ja, pa to res ni v zadovoljstvo, mi smo se v zadovoljstvo kupcev. Mi smo se tega pač morali drugače lotiti, ne? Lotili smo se tako, da bomo imeli, vsaj za zdaj tako velja, lahko se seveda to še spreminja, da bomo imeli vsak mesec zadnji 2 nedelji zaprto. Očitno smo edini. Zdaj slučajno nimamo zaprto zaradi, ker imamo velikonočne, zaradi velike noči, sicer se pa mi ne moremo, mi hočemo pa takrat, ko delamo v nedeljo, hočemo biti popolni. Mislim, popolni itak nakoli nismo, ampak vsaj bliže se moramo pojti. To se pravi, pri nas mora biti storitev absolutno top, če že smo odprti. Drugi se tega lotevajo drugače. Delajo tudi, so študenti, ene trgovine in tako. Zdaj že študentje vodijo, ne? To se pravi, zakon je katastrofalen. Poleg tega je pa to tako, če ljudje ne delajo v soboto, delno se prerasporedi, mi vsi imamo že izkušnje, so smo ne zaprti v nedeljo. Prerasporedi se. Ampak si predstavljate, da so potem naši zaposleni pa bolj obremenjeni na druge dneve. Ja? Je treba mečkrat to razmišljati. So pa v soboto bolj obremenjeni. In jaz upam, da sicer indici so tudi taki, ne? Jaz upam, da da smo toliko pametni, da bomo naredili kako spremembo tega zakona. Ker res ni napisana, res ni dobro napisana. Poleg tega imamo določene skupine, ki so izvzete iz tega. Ne? Mnogo, na mojem je mnogo sodelavcev vprašali, a lahko delajo v nedeljo, ker zdaj so plačani tudi boč. In jaz nimam nič proti. Tudi črhno ne bom o tem oplačilu. Super, da je to tako. Nič ni narobe. Ampak na mene prihajajo prošnje, da bi delali radi v nedeljo. Ne moreš, zakon je. In to je treba spremeniti, ne? Če ni pač v interesu. Sej ne gre za to, da silaš človeka. Znam, če pa želi delati, pa tudi ne vem, če je to ustavno. Evo. Ne vem. Poglejte, še drugo nebulozo. Mi smo, imamo pekarno. Pekarna mora delati po zakonu o trgovini. Proizvodna. Delati po zakonu o trgovini, ker je v sklopu našega podjetja. Pazite zdaj. Če mi pekarno izločimo in naredimo DOO, pade pod proizvodnjo, lahko delajo po krčjo. A to res ni normalno, no? Mislim, prezrte so osnove ekonomije. To je ena stvar, druga stvar, kjer se pa tudi imamo izziv, je pa zakon o kmetijstvu. Ta je bil sprejet zdaj in bomo po njemu morali delati, do konca sicer leta veljajo še pogoji iz letošnjega leta, ampak prilagoditi se bomo. In kaj pa je, če si večkrat bolj pronicljiv, kaj se bo pa tukaj zgodilo? Pa bomo spremljali. Vsemo vsak let novinarsko konferenco. Kaj je moje predvidevanje? Zopet je nekoliko kratkoviden in veste, do kje je kratkoviden? Točno tisto, kar so hoteli zaščititi slovensko proizvodnjo. Vam bom obrazložil. Administrativen je izjemno administrativen zakon. Tam je treba izpolnjevati, ne vem, kakšne kriterije. Kdo bo najbolj prizadet? Ne bodo prizadete multinacionalke, ne bodo prizadeta velika podjetja, ampak prizadeti bodo na slovenski pridelovalci in predelovalci, ki so srednje velikosti. In jaz ne verjamem, da je to narejen dobro, ker lahko se zgodi, jaz upam, da se nam treba, no? Ampak mi tako ocenjujemo, moja ekipa tu, ne? Zelo lahko se zgodi, da bo prišlo do spremembe strukture v asortimanu. In poglejte zdaj to čudo, ne? Toliko poudarjam, kako nam je pomemben, da delamo lokalno, s slovenskimi proizvajalci. In točno proti njim je napisan, ker ne bodo zdržali administracije. In to mi je nekako žal, no. Mi smo dali svoje pripombe, delno so bile upoštevane. Mi bomo začeli potem delati za res voljo, da obdržimo čim večji del slovenskega asortimana, če nam ga pač ne bo uspelo, ne, bomo prisiljeni spremeniti strukturo. Toliko sem imel jaz, gotovo bo došel vprašanje, sem vam na voljo.
Marko Kasper in Storo Zavija. Rekli ste na lanski bizneski konferenci, da boste imeli spletno trgovino takrat, ko bo rentabilna. Se pravi, zdaj je rentabilna. Pa še eno pod vprašanje, da ne bom pol petkrat. Boste imeli mogoče na spletu kakšne izdelke, ki pa ne bodo v fizični trgovini na voljo? Gledno tako, spletno, lahko da sem to rekel, jaz se ne spomnim, da bi, lahko ne, sploh se nabranim. Jaz mislim, da je čas je zdaj, da to naredimo in so pripravljeni na izgubo v začetnih letih. Ampak moramo vedeti, da fizična trgovina ima v prvih letih izgubo. Nobena trgovina ni, da jo ti postaviš in ima kar dobiček. Naša bo imela dobiček. Ampak prve 4 leta zagotovo ne. Ampak jaz nikoli nisem mislil, lahko da sem rekel takrat, ko bo dobiček. Ampak mi nimamo šans, nobeda nima šans, da je prvi let dobiček. Sam če misliš, da si jo postavil v času, ki je primeren in da bo čez nekaj časa dobičkonosna, potem to narediš. In mi smo naredili to s spletno trgovino. Kako pa s temi izdelki? Izdelki je ena posebnost naše trgovine, da mi nimamo samo predpakiranih živil, ampak lahko naročiš tudi postrežni del. To se pravi, lahko naročiš po domačemu povedu 10 dek salame. To mi imamo. Pol kile pomaranč. Pol kile pomaranč. To je posebnost. Iz rinfuze. Ne samo pakirano. To smo nekako edinstveni. In mislim, da kupci bodo to znali cen, ker če greste na spletno trgovino, dajte na spletno trgovino, da vas mal vas heca. Ker če ste šli, mogoče ste pa kaj kupili. Pa preverite me. Zadovoljstvo naših kupcev je 94%. Si vi predstavljate, da je nekdo zadovoljen z nekom 40%? Meni se zdi, da bi to nekdo mi klikal. Pa prije do 94%, pa fantastično. S čem so zadovoljni? Poskusite. Poskusite si enkrat, pa mi napišite mail. Ne imate vsi moj mail, če bo tako. Kako logistično, tehnološko izgleda ta spletna trgovina? Kako ta proces deluje? Tam sem videl, vidim pri ambalaži je nekaj inovativnosti, to sem opazil. Torej, enostavno je pravzaprav, greš v spletno trgovino, tam imaš asortiman blaga, ga poklikaš, ga daš lahko na nakupovalni listek, ki ga spet naslednjič uporabiš, dostavijo ti na dom ali pa drive-in, tu v City Parku, na zunanji strani imamo prevzem blaga, večina je online, je dostava na dom in kje imamo zgleda, da smo kar dobro zadeli. Tisti, ki ti dostavijo na dom, ne kar nek dom, prav dom. Tisti so izjemno prijazni in to zelo cenijo. Tako nadaljujem. Nova trgovina je v Štepanskem naselju. Okrog nje je še 3 druge trgovine. To je bila 100. naša. Prosim? 100. naša v Štepanskem. Ja, seveda sem. Edina 100. Je 100. je enkrat tak edina. Prva 100. Kaj me zanima, glede na to, da je okrog še ga krvi, kako vam zdaj kažem glede te konkurence, glede inovativnosti, glede tih novih izdelkov, glede obiska in kupcev. Skratka, vaši vtisi o tej novi trgovini. Dobri so. Stvar je potem, veste, da nova trgovina ima pravzaprav čisto vsaka enak. Razen, če bi bila zelo izjemna. Od začetka je euforija, pri krivulji samo eno vato. Euforija, potem gre dol, promet pada in od tukaj si začne dvigovati. Zdaj pa samo vsaka. Ali se tako dviguje, ali tako dviguje, ali tako dviguje, to bomo vedeli pa drug let. Če pošteno odgovorim. Da vam ne pravlič. Ampak mislim, glede na to, da je to ena novost v tem odnosu v Ljubljane, najbrž. Ja, veste kaj, postavljeno je tudi v okolju, ker so zraven sami bloki. To je res sosedska trgovina. Recimo, to mi se zdi zelo pomembno, ta odnos do sveže hrane. Je, tako je. Daleč je tržnica, tam pa dobiš čarlaj vse, ne? Točno, da ste pa vi povedali, super, hvala, pa meni treba, ker ste zelo dobro povedali. Ja, istočasno pa to osebje, ki je začelo delati, ni imelo take izkušnje s takimi prijemi.
Ja, ampak se navadijo, veste kaj, zaposleni, naši sodelavci so, vsi tudi veliko šolamo, ne, so zelo prilagodljivi, na vse se prilagodijo. In tako je prav si moramo imeti. Ja, Tanja Smreča, Finance. Jaz se pa vprašala glede tega kmetijskega zakona, če mi lahko poveste recimo ene 2-3 najhujše zadeve, ki čakajo naše proizvajalce. Administrativno, recimo. Ja. Ali pa če imate kje zbrano, vse. Recimo, Ja. prav malo detalje. Ko zdaj ti naročiš za akcijo, Ja. ampak da se me detalje vprašam, moramo detalje govoriti, da moram zdaj... Ja, ali pa konkretno, Ja, povejte pa. to se pravi, zdaj smo naročili za akcijo, Ja. normalno prodali, nova akcija in tako naprej. Zdaj bo treba to natančno vedeti, koliko je bilo za akcijo, točno toliko, kot je bilo za akcijo, moramo vedeti, to obračunati in se še iti z dobavitelji, bremepise, dobropise, razumete? Ja, razumem. In to je nemogoče. Ja. Treba bo praktično za vsako dobavo narediti pogodbo. Kako zdaj pogodbo? Sicer bomo imeli lahko nekaj okvirno, a ne? Ampak recimo pri sadju zelenjave. Sada zelenjava, to je od danes na jutri, ne? Vsaka dobava je nekaj posebenega, a ne? Ja, kaj zdaj? A zdaj bomo sklepali pogodbe? Do vsako dobavo, ne naročilo, pogodba. Ne šparglov, pa jih dati, ne vem, od tega 20% na akcijo, pa ne vem, petih, ne vem. Vse razumete, vidim, Ja. točno to. Čakaj, zdaj smo šli trgovino ali administracijo, da se imamo pa odločiti. O birokracija tista, ki je upravladala, ali bo pa posel. Torej, izgleda, da to je nemogoče. Kaj pa recimo, zdaj bom šla jaz mogoče, Ja. se bom na hitro malo detajle. Če je en dan pred rokom uporabe, ne, pa date pred potekom, pa date tudi to akcijo. Mislim, a boste morali tudi kaj to potem administrativno še dodatno delati, ali to dati? To je znižanje, ja. To ni akcija. To je To ni znižanje. akcija, okej, hvala, dobro. To ni akcija. Jan Brahnik, omenili ste, da ste povečali tržni delež, a mogoče lahko poveste približno, kakšen je ta tržni delež, pa če se mogoče vrnemo še malo spletni trgovini. Ja. Kakšen nek dolgoročen plan, recimo, kakšen delež v prihodkih približno pričakujete, pa kako pričakujete, da se bo posel recimo z spletnimi trgovinami postavite gotovo? Prvi del vam lahko povem, drugi del je pa tako, Ja. ker ne vemo, ne, mislim, to mi zdaj vse se bomo tudi učili. Ne? Zdaj le vidimo pa še prve 2 meseca je, dajmo počakati. Prve 2 meseca nam kaže zelo nad planom, ampak ker sem pa imate za veste, da sem nekoliko previden, ne vem, ali se bo tako razvijal ali ne. Ja. Ne. V tržnem deležu pa je pa tako, nobena inštitucija v Sloveniji ne meri tržnega deleža. Ampak ga mi lahko sami poskušamo izračunavati. Naš izračun je, da približno 22%. To pa lahko povem. Second place. Na vprašanje, mogoče malo nagajivo, no. Kar nagajite. Morda že letos, verjetno pa naslednje leto, se bo tukaj blizu vas začela gradnja tudi logističnega središča in pa novega sedeža Mercatorja, tako da boste dobili najboljšega soseda, ne. Me zanima, kako se pripravljate na to, je to kakšen količin, bo to imelo kakšen količin? Ne, pa to pa res ni nagajivo. Pa sem mislil, da bi vse res nagaja. To ni več nagajivo. To je v redu vprašanje. Se kako blizu bo to? Bo to tako je tukaj zraven, bo niže dol? Niže dol. Prvič. Dajmo počakati, če to bo. Vse vi veste, kako je to. No, še to, ne? Vi veste, da jaz ponavadi ne komentiram, ker spoštujem iz spoštovanja in to sem vseh 25 let delam. Ne komentiram svojih konkurentov, razen če je nujno. Če mi kaj stopijo na žulj ali pa tisto pol komentiram, drugač pa ne. Ampak, prvič ne veste, a se bo to zgodil. Drugič je pa to tako, oni želijo logistično speljati optimizacijo na enem mestu. To na naš promet ali pa na Mercatorjev promet na nič vplivali. Bo jim pa racionalizirati poslovanje.
Irma Hud žurnal. Vsako leto vas sprašujemo, ta bo pa nagajil. Nič iz vaša pristojnost, ampak mogoče vseeno lahko kaj več poveste, glede na to, da se vsem bliža odprtje tega velikega centra v Šiški. Spet kaj, znamke, kaj več? Ja, mi pravimo tako, ne, to bo najbolj modern center. Vse znamke, kar jih je res dobrih, z dobrim reputacijo, ugledom bodo v temu centru. En del bo namenjen tudi food courtu. Viš, to pa ne smem govoriti, ne, ker jaz vse vem, ampak to je pa njihova pristojnost. Lahko pričakujete eno izjemno propulzivno, skoraj da bi rekel, najbolj propulzivno znamko v Evropi, ki se bo zgodila v City centru, City parku. To se pravi, vi veste, da ankete kažejo, da so naši centri prvi centri v Sloveniji po ugledu. In tudi največ obiska imajo. In ta center, lahko še enkrat ponovim, bo približno 100 milijonov. Da bi pa o branžnemu miksu govoril, pa se raj zadržim, ker to bodo povedali pa kolegi takrat, ko bo odprt. Samo vprašanje, da nam dobro večer. Tu, če bi lahko pri nedeljskem odbiralnem času, kaj je glavni razlog tega vašega, da ste se zaodločili, da zadnji 2 nedelji večini teh trgovin odprete, ne hipermarket, ne bokonih drugih? Je to višina plačil ali pač zakonsko, da vas omejuje? Zakonsko nas omejujejo, 15 trgovin lahko delamo 2 nedelji, 15, rekel trgovin. 15 nedelj, ja. Lahko delamo ne 2 nedelji na mesec, ampak mi želimo delati po zakonu. Mi tudi nočemo seliti naših trgovcev iz enega kraja na drugega, čigava je pol odgovornost. Da bi selili samo zato, da zadostimo nedelji, da imamo odprti. Tega ne bomo mi delati. Mi hočemo biti korektni do naših zaposlenih. In enostavno ne uspemo. Pa tudi nočemo, da kar vse vodijo študenti. Ne moreš. In še takrat sem rekel, takrat, ko imamo odprto, želimo biti trgovina s top ponudbo in najboljšo storitvijo. Problemi so zdržati, da bi to zorganiziral vse tiste pulte, ki jih imamo, kjer smo mi dobri. To je težko, mi to ne znamo. Ne bomo tukaj, smo brez kompromisov. Prej ste rekel, da bi bili nek svetovni čudež, ker pač zdaj v nedeljo bomo samo določene nedelje imeli odprto, ampak v Avstriji tudi. Na Poljskem sem rekel. Poljska je pa gre postopna. Ja, to moraš tudi vedeti, kultura, ampak tam ne bodo to tako. Tak, od danes naprej postopoma bodo. Zdaj, veste, kako je? Ni nekaj novega. Veste kaj, trgovina mora biti ali odprta, ali pa zaprta. Vse tisti kompromisi, gnili kompromisi so, nič ne pomenijo, slabi so. Kaj pa, če da je bilo določene trgovine zadnje 2 nedelje odprte, določene torej 2 nedelje? Lahko bi bilo določeno, ja. Absolutno, ja. Lahko bi bilo določeno. Ampak zdaj mislim, da so se tisti, ki so se pogajali, želeli izogniti politiki. Ker zdaj bom tako rekel, poglejte, kaj nas vse čaka. Čakajo nas obratovalni trgovin, zakon o kmetijstvu, varstvo podatkov, bo tobačni zakon. Jaz mislim to tako, jaz ne vem, občutek imamo pa vsi, pa cel moj tim, kada je trgovina ratala peskovnik za igrati se. In ravno trgovina na drobno z živili. Torej, neverjetna administracija, birokracija, kar se meni zdi zelo nepotrebno in zelo sem kritičen. Spletna trgovina, koliko odstotkov zdaj dosegate? Ne bomo odstotkov. Ni še odstotkov, promila so. Ne, promili pa ne glik, ja. Ampak... Zdaj še nisem pogledati vaše spletne programe, ampak je po celi Sloveniji možno dostava na dom ali samo Ljubljana? Ne, samo Ljubljana, ker zdaj to tako. Mi se zdaj ne gremo, da pa kar bomo distribuirali ta naš model po celi Sloveniji. Mi se bomo prvo probali. Ljubljana ima 300-350 tisoč ljudi,
če se primerjamo s tujino, smo zelo uspešni, koliko imamo zastav na dom, ker to imamo možnost primerjati se, ker imamo kolege, a ne? Ampak dajmo videti, da bo uspešna. Torej, testiramo trg. Dajmo tako reči, testiramo trg. Kako dolgo pa bo to testirati? Dolgo. Mislim, to samo Ljubljana. Razvijamo, razvoj je pa večer. Ja, Samo ampak saj to je Ljubljana, res. Ja. mislim, kako dolgo. Veste kako, tole bomo mi po moje, ampak da me mogoče za jezik ulečete zaradi tega, ker niti sam ne vem. Jaz sem zdaj povedal, če ste mi pa že vprašali, ne? Jaz mislim, da bomo v enih 3 leta rabimo. 3 leta rabimo, da vidimo, kako se bo razvil, potem bomo začeli pa razmišljati. Danilo. Dan. O Mariboru. Ja, to sem jaz v bistvu hotel reči, njega verjetno za Maribor zanima. Mariboru. Ok. Kako pa dostavljate, mislim, je to tudi ob nedeljah, ne? Ne. Ne. Kaj pa cene so enake kot Ja. Pomembno. Ja. Se pravi, dostavite v istem dnevu, recimo, Ja. pa ob sobotah tudi, ali kako? Ja, tako. Tudi to veste, da jaz samo govorim, ja pa ne. Super. To mi je všeč. Ne, to pomeni, da spremljate pozitivno. No, No, hvala. Jaz sem še te pod vprašanje za to spletno trgovino. A so cene iste na spletu kot v fizični trgovini? Ja. Ja, poslušajte. Pa še to, kako se boste kaj spopadali s tem problemom last mile, ker to je v Evropi kar problem za to dostavo. Jaz ga ne vidim. Tam je to nič problem. Ni problem. Prej ste omenili številko 15 za nedelje, ampak ste mislili trgovine. Imate pa 15 franšiz? Ne. 15 sem rekel, 15... Vse ste razumeli pa. Okay. V glavnem teh 15 franšiz letos je bila še v februarju, mislim, da ta 16. v Goričanka, četrta, ne, njihova. Sam Mercator ima veliko več franšiz, ne, Ja. A vi mislite nadaljevali bomo. število? Ja, seveda bomo nadaljevali. Ampak smo pa zelo kritični v kriterijih. Ne more k nam vsak. Mi postavljamo, kaj bi želeli. Zakaj? Zaradi tega, ker pod nobenim pogojem ne želimo kompromitirati ugleda. In prodajni prostor, če je premajhen, ti ne moreš razviti svoje politike, tisto, kar imaš paci. In zaradi tega mnogi želijo, ampak pač pa skupaj ugotovimo, da ne bi mogli biti dolgoročni partner. To gre za na dolgi rok. Ne. To ni od danes na jutri, možno dolgi rok. Smem še jaz, kako pa komentirate uredbo o embalaži? Še ni, ne? Torej, tako je. Predlog je, ne? Ja, ampak spet, to je, spada v moj podkontekst birokracije. To tako je. Sej pišete tudi vi, novinarji, imate kar napisano okoli tega, ne, kako moraš embalažo evidentirati, pa od tega, da enkrat ima med, kako... Ne, to se je birokracija. Kako se s tem, v Avstriji, recimo sosednji, vi dobro veste, recimo puščajo že vrečke, tudi zakoni na tem področju bodo... Plastične? Plastične. Ja, se pa ne se bo zakon. A je že zakon, ampak mi se že pripravljamo, ne? Mi se že pripravljamo, na konc leta mi že vemo, kako to bo. Ti se zbra, za svojo uporabo imaš lahko, ne, tisti, ko imaš na pultu, ne, to ni, ne, ostalo bomo pa se pripravljamo. Sploh ni debat. Rekli ste, da še 10 let ne bo take trgovine kot Amazon Go, ne, v Sloveniji. Ne, pa tudi... Kaj pa recimo ta sistem plačevanja s pametnimi telefoni, kot je recimo Carrefour, je zdaj zagnal Carrefour Pay, tako da bi v vseh trgovinah Špar, ne mislim partner, ampak v vseh ostalih trgovinah Špar omogočili možnost, da bi pač plačevali s telefoni. Čisto dobro vprašanje. Zelo delamo na tem. Ampak pri nas v Sloveniji je to tako težko, da smo se zmenili za eno platformo, vsak hoče imeti svoje platforme in mi bi lahko plačevali z mobilnim telefonom. Vse aplikacija je razvita, ampak samo za eno banko. To, da vam povem že naprej, pa ne vem, da jaz sploh smem ali ne, ali kako je to. Bomo s tem začeli, ena od bank velikih bo s tem začela in plačevali bomo za mobilnim telefonom. Mobilni telefon je itak zdaj vse. Drži? To je najbolj pomemben, brez tega ne more nobeden več. Niti fizično... Kaj?
Ta banka. Ja. Se to je že public, vzumni. Ja, pa super, nisem nič kaj preveč povedal. Seveda, mi se bomo pridružili, ker sem jaz zelo zagovornik že nekaj let, sam ne moram niti prodrt, ne moram, zaradi tega, ker se ne znajo zmeniti. Pri nas v Sloveniji nasplošno, da si povezan, pa da bi se nekaj dogovoril, ojoj. No, v tujini gre to veliko lažje, jaz ne vem, to je verjetno zaradi te nekoliko naše majhnosti. Kar bi si jaz seveda želel, da bi to bilo drugače, ampak Letos vi ne odpirate nobene nove trgovine, če sem prav razumel. Zdaj odpiramo, naslednji mesec odpiramo, 101. Ja, v Idriji. A to je tam, kjer je... Ne. Kar dajte, tam kar? Ne, zamešal sem Škofjo Loko, ker sem nekaj težave s rondojem. Tudi, ja. Pa kje pa nimamo težav? In to je edina, ali bo odprto? Kako? To je edina letos. Ne, ni edina. Ampak ne, pa tudi ni noter napisan, kjer bomo odpirali, zaradi tega, ker bomo gradbeno dovoljenje dobiti, pri gradbenim dovoljenje pa veste, kako to je. Lahko je, lahko ni. Enkrat se bo zgodil, da bo pa 4 naenkrat odprta. Tako ta je edina zanesljiva. Do aprila. Kaj je zanesljivo? Franšizne, koliko pa načrtujete, da bo franšiznih do konca leta? To je, veste kaj, to je zelo težko reči, se veste, kako je predogovarjati. Lahko dobiš, lahko ne dobiš, isto kot z gradbenim dovoljenjem. Lahko dobiš, lahko ne dobiš. Stvar je samo v tem, franšizne trgovine bomo mi razvijali naprej in so nam pomemben del. Absolutno jih bomo še razvijali. Mene pa zanima ta turistična območja, zdaj vem, da je problem nihanje prometa, recimo bom kar konkretno rekla, Kranjska Gora, Bohinjski kot, Posočje, tam recimo vi nikjer niste prisotni. Zdaj lansko leto smo beležili zelo velik porast turističnega obiska v prav teh konkretnih območjih, ki sem jih omenila, pa kljub temu očitno vam ni interesa priti. Ker najbrž je pol po zimi je promet toliko manjši, da najbrž se pol ta rentabilnost, ki celo leto ne pokrija. Ja, to je že res, ne. Samo bomo tako rekli, da mi trgovci, če bi gledal, koliko je trgovin na prebivalca, ne, cela Evropa enako razmišlja. Vse nas je preveč že. Pa kljub temu gradimo. Ampak, ko rečemo, da jih je preveč, vedno misliš za konkurenta, da ima preveč, ne ti. To je vedno tako. In zdaj v teh krajih še nismo, ampak ne izključujem, da pa enkrat ne bomo. Ne izključujem. Zdaj pa če nismo, če ne moramo vse pokriti. Recimo Bovec. Ja, poznam to Bovec, ja. Recimo in vem, iz tega vidika domačinov, recimo cene Mercatorja, seveda, cene veliko višje ampak se nima samo Bovce. Po istih Mercatorjih trgovinah po drugih območjih. Tako, kaj govorite. To zaradi turizma. Zaradi turizma. Ampak nasrkajo ljudje domačini, ki morajo dražje kupovati. Tako je. A vidite, kaj konkurenca pomeni? In oni nimajo konkurence. Nimajo konkurence in izkoriščajo, bi rekel, začasni, jaz rečem, začasni monopol. Tudi tam jih bo kdo presenetil. Ne vem, mogoče tam jih bomo mi. Ker diskonterji se tudi ne odločajo za to moče. Nobenega ni konkretno. Ne, ni. Tam do Tolmina pride. Kaj te napade diskontnikov ste zdaj že? Ste jih... Glejte, zdaj rezultati, 10 let že, kakšni so, oni rastejo, mi rastemo. To je sestavni del konkurence in jaz pač to tako jemljem, sestavni del konkurence je. Poskušaj biti boljši, ne pa kritizirati.